Božični čas, ko praznujemo rojstvo našega odrešenika Jezusa Kristusa, je še enkrat potrkal na naša vrata. Angel nam ponovno pravi, ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Drastičnemu opozorilu angela na začetku takoj sledijo besede upanja. To upanje je Jezus Kristus, novorojeni odrešenik, ki je v sveti božični noči prišel med nas. Prišel je, da bi nas svojim delom odrešenja popeljal iz strahu v veselje. Glas angelov od tedaj nikoli ni utihnil in nas vsako leto znova nagovarja. Sodobno okolje je vse bolj brezobzirno. Naša civilizacija je očitno postala utrujena in zbegana. Hočemo biti čim bolj učinkoviti, povečujemo proizvodnjo. Naš cilj je vedno večji materialni dobiček in ugodje. Na področju varovanja nas samih, pa kot da se odpoveduje, narediti več za to, da bi ljudem povrnila njihovo dostojanstvo. Prepričan sem, da ljudje premoremo toliko zdravega razuma in srčnosti, da bomo vse naredili za to, da mnogim povrnemo izgubljeno upanje. Seveda pa se moramo za to tudi vsi potruditi. Želim si, da bi nas sporočilo Božiča v rojenem Kristusu navdihnilo k novemu upanju, ki strah spremeni v veselje. Med vse nas pa prinese morda nekoliko več sodelovanja. Da ne bi bilo med ljudmi toliko nestrpnosti in zamer, ampak več medsebojnega razumevanja in miru. Vsi, verujoči in neverujoči, najdimo pozitivnost, tudi skozi vero ali skozi upanje, da bi bili prihodnji časi za vse nas čim lepši in bi združevali ljudi med seboj. Želim vam, da bi se vaše srce napolnilo z božičnim veseljem, ki je za vse ljudstvo. Še posebej to želim vam, ki vas pestijo težave, preizkušnje, bolezni, skrbi, razočaranja. Naj bodo ti dnevi veselja, dnevi prežeti z ljubeznijo in upanjem. V novem letu 2019 pa vam želim zdravja, sreče, zadovoljstva in takih pogojev za življenje, da bo to življenje človeka vredno. Blagoslovljen Božič in srečno novo leto vsem.